Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Sliko smo se preselili v Kidričevo, kjer nas v športnem parku v Kidričevem čaka četrta tekma tega 28. kroga prve slovenske nogometne lige Telekom Slovenije. Obračun pa med domačo ekipo Aluminija in pa gostujočo ekipo Gorice. Torej, gre nekako za obračun dveh ekip, ki sta v zadnjem obdobju v zelo dobri formi in pa tudi na povsem različnih koncih lestvice. Včeraj, kot že rečeno, torej 2 remija. Obe prvovrščeni ekipi sta remizirali, medtem priložnost za Gorico. Tole je bil strel daleč, Luka Janžekovič pa se je v 13. minuti prvič izkazal z obrambo. Tole bo kot, očitno bo šlo za uigrano kombinacijo Aluminija, vsaj tako izgleda po prvih postavitvah in gol. 1:0 Aluminij. Uigrana kombinacija in očitno je tale, mislim, da kar četvorni blok pomagal Aluminiju do tegale zadetka. Pad za Gorico. Dobro so nogometaši Aluminija zaustavili Kapiča, tole pa je strel Celcarja daleč. Z izjemo dveh strelov daleč Gorica ni bila nevarna, enkrat je poizkušal Celcar, torej priložnost za Aluminij, ampak Francesco Tahiraj je streljal preveč po sredini vrat. Tahiraj v napadu pa Vrbanec in Škoflek. Pri Gorici po tele akciji, ko je podal Suđi, tole je priložnost za Gorico, 1:1. Dejan Žigon, očitno brez nedovoljenega položaja, 49. minuta. Bi bil Aluminij v lepi prednosti, tole je sedaj priložnost za Gorico. Andrija Filipović, 11 metrovka. 11 metrovka za Gorico. Človek za 11 metrovke. Bomo videli, ali mu bo uspelo. Miran Burgić ali Luka Janžekovič. Burgić, fantastično. Dobro izvedena 11 metrovka Mirana Burgića. Položaj prostega strela tudi Osuđin Kapić. Celcar strelja, brani Janžekovič. 82. minuta. Iz prostega strela Uroš Celcar, dober strel proti vratom, priložnost in gol, 3:1. Strelec pa Dejan Žigon, a vendar zadetek ne velja. V pokalu leta 2012, sicer pa edina prvenstvena zmaga leta 2012, priložnost za Gorico za 3:1, Nagode mimo vrat. Gorica ostaja na 4. mestu, približala se Olimpiji na 3 točke razlike oziroma zaostanka in Domžala na 4 točke. Aluminij pa ostaja na 9. mestu, sicer z lepo prednostjo pred 10 Radomljami, ampak še naprej z 2 točkama zaostanka za ekipo Krškega. Pa naravno da nisam zadovoljan sa rezultatom na kraju utakmice. Znali smo da je Gorica dobra ekipa, znali smo njihove kvalitete i ako im prepustimo to što oni imaju, da ćemo imati problema. To se dogodilo u drugom poluvremenu, ali međutim postoji jedno pravilo u nogometu, kad promašiš toliko šansi da te na kraju stigne i nekakva kazna. Gorica iz igre nije imala baš previše šansi, a mi trebali smo prvo poluvreme, šteta da nismo postigli još koji zgoditak, mislim da bi nam bilo drugo poluvreme puno lakše. Prvi polučas je bio odličan. Naravno, pritisak je bio tu, bili smo agresivni, iz toga smo vrlo brzo izlazili u završnicu i visio je gol u zraku. Nažalost, postigli smo samo 1. Ja, moram reći da je bila zelo trda tekma, dokaj izenačena. Prvi počas v bistvu nismo bili najboljši, tudi rezultat je bil temu primeren. Drugi počas pa mislim da smo igrali dosti boljše, dosti bolj nam je šel pas. Več energije smo dali, čeprav je bilo težko zdržati do konca, ker smo imeli več višine noter in malo smo na te visoke žoge malo trpeli, vendar je, mislim, da zmaga na tom zelo zahtevno gostovanje, ker Aluminij se pokazal tudi kot izredno dobro moštvo, tako da smo zelo veseli, da smo tu uspeli zmagati. Fantje si to zaslužijo, ker so se res pomagali med sabo in so zgarali tekmo. V bistvu pravim pomenu besede.